Še en primer dobre prakse v Sloveniji prihaja iz Srednje tehniške šole Koper. V njenem imenu pa pozdravljamo gospoda Simona Grižoniča. Dobrodošli. Pozdravljeni, hvala za besedo. Z navdušenjem gledam kolege, kako dobro delajo in upam, da bo moja prezentacija tudi vam všeč. Torej bom kar delil z vami svojo prezentacijo. Torej, naslov moje prezentacije je uporaba videogradiva za kombinirano poučevanje, vzdrževanje in dvigovanje nivoja znanja. Namreč jaz sem z uporabo gradiva začel takoj, ko sem prišel na šolo, 6 let nazaj, prej sem bil v industriji in sem videogradivo, kot je že v industriji praksa, uporabljal za vzdrževanje in dvigovanje nivoja znanja. Namreč je zelo praktično, če nekdo manjka pri pouku, da dobi učno uro posneto. In če imamo kakšne take dijake, ki želijo več, da posnamemo kaj vnaprej in si lahko pogledajo kakšna dodatna znanja in tako dvigujemo nivo znanja. Sedaj pa v času korone pa seveda prišlo to zelo prav za tudi izvajanje kombiniranega poučevanja. Predvsem je prednost v temu, da nismo vezani na uro izvajanja, ampak si lahko pogledajo vsebine, kadar utegnejo, ko lahko, in tako veliko lažje sledijo pouku. Pri oblikovanju vsebin, kakor tudi kolega Cepek omenil, je pomembno, da imamo neko okolje, kjer imamo vsebine urejene. Orodij za spletne učilnice je kar nekaj na trgu. Mislim, da v Sloveniji sta najbolj popularna Moodle in Teamsi. Obeh se da oblikovati spletno učilnico, pomembno pa je, da je ta spletna učilnica urejena. V bistvu, da mi vodimo naše dijake po poti do uspeha, da jim je jasno, kakšen je proces in da jih pripeljemo do cilja. Vse orodje so dobre, ampak pomembno je, da znamo iz njih potegniti najbolje. Velikokrat slišim tudi od udeležencev mojih izobraževanj, ja, tisto orodje je boljše, tisto orodje, ne vem, ima nekaj več funkcij, v redu. Ampak sedaj moramo pomisliti tudi na naše dijake, ker če vsak učitelj ima svoje orodje, svojo učilnico, svoj način dela, v bistvu za dijake, učence naše, ena velika zmeda. Tako da je fajn imeti vsaj eno orodje, ki je skupno, ki združuje vse informacije na eno mesto, da ni potrebno za vsako uro, za vsak predmet skakati nekaj drugam. Tako da fajn je, če imamo urejene informacije v enem sistemu, kaj pa pripeljemo v ta sistem, pa je tudi od nas odvisno in lahko res integriramo veliko stvari. In zato sem jaz v svoje spletne učilnice integriral video vsebine, torej izobraževanje. Videovodiči so v bistvu danes izredno preprosti za jih narediti. Seveda, če želimo narediti videovodiče na visokem nivoju, je potrebno precej več znanja in časa. V bistvu je potrebno imeti tudi osnovna znanja montaže videoposnetkov, ki pa v tem trenutku mislim, da večina učiteljev jih zaenkrat še nima. Tako da videovodiči se res lahko na hitro naredijo in sedaj bi kar v živo pokazal eno čisto tako preprosto demonstracijo, kako se da narediti na izredno preprost način en videovodič. Bom na hitro preklopil na drugo okno. Samo sekunda. Evo, zdaj z vami že delim spletno stran vimeo.com, to je podobno v YouTubeu, in to orodje, oziroma ta spletna stran, nam omogoča tudi v brezplačnem računu, da ustvarjamo oziroma da snemamo zaslon ali pa spletno kamero. In to naredim preprosto tako, da grem na novo vsebino, screen recorder. V tem primeru se odločim, ali bom snemal zaslon, ali bom uporabil kamero, ali pa kar oboje. Jaz bom recimo snemal svoj zaslon, nastavim pač mikrofon, ki se uporablja, vidim, da je tle signal in že lahko štartam snemanje. Izberem lahko celoten zaslon, če bom preklapljal med okni, ali izberem neko specifično okno, recimo tole. To bi lahko sedaj, to okno, ki sem odprl, bi lahko bila, ne vem, kakšen PDF dokument, bi lahko bila prezentacija, karkoli. Jaz bi razlagal, prikazal vsebine in ko se odločim končati predavati, preprosto kliknem na stop recording. V tem primeru se začne snemati oziroma se začne nalaganje snemane vsebine v spletno učilnico
in jaz samo kopiram povezavo, jo prilepim v spletno učilnico in moji dijaki že vidijo vsebine, ki sem jih delil. Torej, izredno hitro se da izvesti deljenje vsebin oziroma deljenje materijala. Če se vrnem nazaj na prezentacijo. Danes, v glavnem, deljenje vsebin, ustvarjanje vsebin ni ovira. Je pa res potrebno imeti nekaj osnovnega znanja iz IKT tehnologije in v bistvu učitelji nismo na pedagoških fakultetah ali na PAI programih imeli primernega programa, primerne učne ure ali pa predmeta, ki bi nas to naučili. In dejansko tle imamo en manko, ki ga bo treba zapolniti. Vsak se znajde tako, kot ve in zna, in veliko učiteljev je uporabljal kar telefone in pač kar ima na razpolago za poučevanje preko spleta. In pozdravljam ta način dela, vendar na dolgi rok to ne bo dovolj. Bo treba opremo na šolah nabaviti in bo treba tudi naučiti učitelje uporabljati to opremo. Torej, učitelji morajo spoznati svojo opremo in se morajo naučiti uporabljati opremo, ki jo ima na razpolago. Zato bodo potrebne delavnice. Veliko šol ima že veliko opreme, ampak potrebno dejansko organizirati usposabljanja za učitelje, da res pride na nivo. Ker če poznamo opremo, če znamo uporabljati to opremo, lahko dosegamo višje nivoja predajanja znanja. Jaz sem imel tudi možnost sodelovati z različnimi šolami, so me tudi povabili kot predavatelja, ker sem pomagal osvojiti to IKT znanje. Tako da tukaj je res potrebno organizirati izobraževanja, ne samo interno na šolah, ampak med šolami na slovenskem nivoju, ki bodo učitelje spravili na primeren nivo za nove tehnologije, za kombinirano poučevanje. Zdaj, osnovna znanja so znanja z področja osvetlitve, znanja z področja mikrofonije oziroma audiotehnike, znanja z področja montaže. In to so v bistvu vsa znanja, s katerimi lahko mi predajamo znanja preko spleta. Seveda, če nas bodo boljše slišali, bomo bolj razumljivi in nas bodo z večjim veseljem spremljali. Če bodo posnetki višje kakovosti, bodo več informacij dobili iz teh posnetkov in tako dalje. Tako da snemanje, v bistvu poznavanje tehnologije snemanja, video izobraževanj postaja izredno pomembno za predajanje znanja. Zdaj, jaz sem si doma naredil domači studio, verjamem, da vsi te možnosti nimajo, vendar, če želimo res na nivoju izobraževati, moramo dobesedno imeti male studije, ker naše učilnice so neke vrste študij, ampak za delo v živo. Za delo nadaljavo tudi moramo imeti primerno opremljene zadeve. Zdaj bi tukaj povedal še sledeče, uporabil sledeče besede od Oprah Winfrey. Torej, ne moramo postati, kar moramo biti, tako da ostanemo, kar smo. Potrebne bodo večje akcije in zato bodo, v bistvu za organizacijo teh akcij, bo potrebno res štartati na najvišjem nivoju, torej na nivoju ministrstev. Čeprav moram povedati, da imam jaz odlično izkušnjo s Centrom za poklicno izobraževanje, kjer smo sodelovali in usposobili kar nekaj učiteljev s skupnimi močmi. V bistvu prvo sodelovanje je bilo leta 2019, oziroma še prej, ko sem izvedel izobraževanje za učitelje, za pristop dela z uporabo spletnih učilnic in video izobraževanja. In takrat moram povedati, da ni bilo veliko zanimanje za ta izobraževanja. Leta 2020, ko smo pa bili primorani delati nadaljavo, ko smo štartali z izobraževanjem in celo, moram pohvaliti kolegico iz Centra za poklicno izobraževanje, Marijo Šibanc, ki je pristopila in mi pomagala postaviti 100% izvedeno preko spleta izobraževanje za učitelje. Smo pri predstavitvi programa imeli tako veliko zanimanja, da dejansko smo izvedli izobraževanje za izobraževanjem, kar nekaj skupin šlo skozi in kasneje tudi z ostalimi kolegi iz CPI-ja sem veliko sodeloval in res moram pohvaliti, da je bilo super izkušnja in si želim takega sodelovanja še več. Verjamem, da je še takih ustanov v Sloveniji, s katerimi bi se dalo sodelovati in da šole res usposobijo od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, višjih šol do fakultet.
Jaz sem ponosen na to, da sem učitelj iz srednje tehnične šole v Kopru, zato ker tukaj na naši šoli res se precej trudimo, da bi bili v koraku s časom tehnologije in tudi naš ravnatelj vedno podpre te naše zamisli in možnosti, da delamo res na napreden način. Tako da hvala z moje strani za besedo in za vaš posluh.